Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v Uri resnice na spletnem portalu Info360. Moje ime je Aljuš Pertinač, tema naše nocojšnje debate pa najboljši ali najslabši papež. Z menoj sta naša posebna gosta, na moji levi tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, dr. Gabriel Kavčič. Dobro večer, hvala za vabilo. Prosim. In na moji desni Janez Zupan, ki ga bolj poznamo iz podcasta Konzerva. Janez, dobrodošli. Dobar večer. Gabriel, če mogoče midva začneva naš nocojšnji pogovor. Po čem se boste vi osebno, vaše osebno mnenje me tokrat zanima, spominjali papeža Frančiška? Ja, potem, da je bil izjemno, da se je znal dobro obrniti, ali kako naj rečem, se pravi, zmeraj najti pravo besedo, da se je znal opravičiti tudi nekajkrat, vemo, je šlo tudi narobe, kakšna zadeva, tudi kakšne zelo pomembne zadeve so šle narobe. Tretjič, najbolj osebno si ga bom zapomnil potem, da sem se naveličal zagovarjati in razlagati vse, kar je iz Vatikana v teh letih prihajalo, ker kot moralni teolog sem imel to zmeraj, je bilo treba to početi in je tudi prav, v javnosti ima pravico do transparentnosti, do mnenja, ampak moram reči, da sem se osebno res naveličal te zadeve, no, tako da z izjemnim spoštovanjem, no, izjemno spoštljive spomine imam. Sem pa čisto, ne, kot glede na izobrazbo, pa glede na službo, sem imel tudi kar nekaj dela, ki ga verjetno prej ne bi imel, oziroma zagotovo ne. Čemu recimo vi, Gabriel, pripisujete to njegovo spretnost? Ne? Zelo se mi zdi tako ustrezen izraz, ste uporabili, ne, se je znal obrniti. A je to zaradi njegovega recimo porekla, pa da tako rečemo na rekovajih njegove prejšnje karijere, že predno je postal papež, ali mislite, da je skozi papeževanje potem dobil ta pravilni občutek? Jaz mislim, da je on bil enostavno po srcu zelo dober, kolikor je to zlajnano, ampak jaz mislim, da smo imeli res papeža, vse so bili že prejšnji, jaz mislim, da nismo imeli nobenega hudobneža že dolgo, ne, toliko, kolikor naša zgodovina pomni, so bili sami krasni ljudje na papeškem mestu. Mislim, da je bilo to prvo. Drugo je kultura. Vemo, da so na oni strani oceana bolj odprti in je to prineslo potem avtomatično eno spremembo v načinu obnašanja in razumevanja tudi. Potem pastoralna izkušnja, gotovo o tem sem prepričan. Frančišku se je poznalo, da je šlo z malega gor, se pravi kot mislim, da je bil zadnji tak tipičen primer, morda Pij X. To je pa že kar nekaj časa nazaj, praktično 100 let. Se pravi, da je šel gor od ljudi, da je rastel med ljudmi, da se je njegova zgodovina v bistvu zelo, zelo fascinantna. Kaj vse je on počel, kako se je ukvarjal z ljudmi v tudi najhujših trenutkih, ko bi marsikdo stisnil rep med noge. Tako da to je po moje to. In potem se on temu seveda ni odrekel in bi bil tudi, to ne bi bil on, če ne bi enostavno tako živel. Tako da jaz mislim, da je bilo to pri njem zelo, zelo, zelo sonaravno, vsaj jaz sem tako doživljal. Jane, še tvoja, da tako rečem, osebna izkušnja z žal že pokojnim papežem? Ja, delno bi lahko potrdil besede tudi jaz, ki jih je Gabriel povedal. Je pa seveda v zelo takih burnih časih je potekalo papeževanje papeža Frančiška in sicer mislim, da se je prvič zgodilo, odkar v bistvu obstaja torej funkcija papeža, da tako rečem, da so mediji, da so količina besed, količina informacij, vsega tega, kar se dogaja torej na javnem področju, tako velika, da nikoli v preteklosti še ni bila in to je seveda tudi vplivalo na papeževanje papeža Frančiška. Torej po eni strani to, kar je rekel in najbolj mogoče res tudi sam to sem doživljal kot neka dobrota, neka želja po širini in po tej širini, kjer cerkev sprejema praktično vsakega, oziroma sprejema vsakega in da ne bi se vsak potem tudi čutil sprejetega v tem kontekstu. In iz tega potem lahko izhaja in iz tega dejstva, kar sem prej rekel, torej v zvezi z mediji in v zvezi z informacijami izhaja lahko potem kar nekaj težav, ki jih je pa imel recimo papež
in ki bodo pa tudi na nek način zaznamovali ta pontifikat. Torej, mogoče v prvi vrsti občasna nejasnost, ne tudi to, kar je Gabriel rekel, ne, koliko je mogel razlagati še za papežom, ne, ko so ga sprašvali, kaj pa zdaj papež mislil, in ena taka krilatica, ki je nekako zapisana v ta pontifikat, je tudi papež pa je v resnici mislil to pa to, ne, tako ena taka nalepka bi se mu lahko pridala. Tako da v tem kontekstu to, no, potem pa seveda mediji, po drugi strani pa na koncu pa seveda tudi mi sami, ki smo občasno nečimrni in potem komentiramo kakšne stvari, kako jih komentiramo in tako da to, no, en tak zmes vsega in lepega in takega. Mogoče bi še to rekel, no, da v zadnjem času, torej po smrti papeža, ne, se pa predvsem kaže to, na kakšen način določeni segmenti družbe komentirajo to zadevo. No. Mogoče bi potem malo kasneje tudi absolutno bo še priložnost. Zdaj, kaj se vama zdi? So okoliščine, razmere prisilile papeža Frančiška, da je bil takšen, kakršen je bil, ali je on na nek način svojim papeževanjem, bi rekel, ustvaril neke razmere, v katerih sta pravkar govorila? Ja, torej to je zelo, zelo dobro vprašanje, ker zadene direktno v tarčo. Jaz mislim, da ta kult osebnosti, ki se je okrog papeža oblikoval na tem medijskem področju, kar si ti rekel, pa tudi vse ostalo, pač zelo je bil poseben v najboljšem smislu na večjih področjih in potem se je ustvaril en kult osebnosti, kot da je zdaj to Frančišek. Jaz mislim, da je, seveda je on, ne, nihče drug, vendar on je bil izvoljen zelo hitro. Vemo, da za izvolitev potrebuje papež dvotretjinsko večino. Zdaj, dvotretjinsko večino tako hitro dobiti, jo lahko samo na en način in to je velika enotnost. Velika enotnost je pa lahko samo tako, da zdaj lahko že gledamo praktično še isti dan, ko je papež umrl, nekoliko nepietetno, ampak vendarle potrebno so se že zagnala čisto uradna posvetovanja. Javnost si to predstavlja kot neka politična dogovarjanja, ne, kot da se koalicija zdaj tam oblikuje. Mislim, da to ni to. Dejansko se morajo deci usesti in ugotoviti, kaj bi zdaj, kam in kako. In očitno, da so takrat vedeli, ga poznali, ker sicer take podpore ne bi dobil. To je čisto logično dejstvo. Se pravi, da je dobil podporo, je bil izvoljen in je bil izvoljen, ker so vedeli, da bo tako. Vsaj v nekaterih smislih. V nekaterih smislih je pa tudi zelo presenetil, to je pa tudi kakšen kardinal se čudil potem, ker vedeli so vsi, da je malo kolerika, da je malo nahoruk, da je malo latinoameričana z vsemi najboljšimi lastnostmi, kar sodi zraven. Kakšna zadeva je pa, mislim, da kakšnega od bolj zadržanih kardinalov tudi presenetila. Ampak jaz mislim, da je on bil in je bilo mišljeno, da je to on na tem mestu in da pripelje malo svežine. Sej pravzaprav ni nič tako radikalnega, kar se vere tiče ali pa teh zadev ni spreminjal, se tudi ne more, ne, sej, zato je tam, da ohranja. Je pa zapakiral v neko novo, bolj prebavljivo obliko. Glede tega zadnjega dela se mi zdi, da so bila kar deljena mnenja, mogoče v tem še malo kasneje, ampak preden Janez ti dam besede, tole sem vas hotel, Gabriel, še vprašati, se mi že ves čas praktično ali pa celo trajanje pontifikata Frančiška se mi podi po glavi, za nas laike. Recimo jezuit pa si je izbral svetega Frančiška za ime. Kako gre to skupaj? Recimo? Ja, zdaj lahko rečemo, da je dober PR-ovc, lahko rečemo, jaz mislim, da ni dober PR-ovc, jaz mislim, da je on dejansko razumel, da bo javnost bolje razumela njegovo nalogo ali tisto, kar si je on zadal, njegovo vizijo, njegovo idejo, da bo to veliko bolj razumljivo skozi lik svetega Frančiška Asiškega, kar je on potem večkrat tudi potrdil, ker lahko bi bil tudi kakšen drug Frančišek, ki jih je bilo dovolj skozi zgodovino, ampak je izrecno sam razložil, da Frančišek je pred 800 leti je utelešal tisto, kar je želel povedati s svojim pontifikatom, morda bolj kot pa Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov. Je pa tako ali pa tako treba reči, za jezuite ni mišljeno, da
da kadarkoli postanejo ne škofje, kaj šele papeži, zato pa je to prvi jezuitski papež. Tako da očitno je Jorge Bergoglio vedno malo sekal ven iz te svoje recimo, redovniške oblike. Dolgočasno vsekakor ni bil. Ne? Tako, ja. Janez, kdo je koga bolj spreminjal? Papež razmere papeža tako znotraj Rimokatoliške cerkve kot recimo navzven? Mislim, tako kot je Gabriel, mogoče velja poudariti najprej to, tako kot je Gabriel povedal, zdaj teologija ali pa same doktrina cerkve se v tem pontifikatu ni spreminjala, vsaj ne v nekih temeljnih zadevah oziroma tudi v kakšnih manj temeljnih se ni. Sam hip, če dovoliš, no, da smo kar natančni, mogoče za našo malo širšo publiko, ki danes to spremlja. Kaj bi bila temeljna zadeva, recimo, če čisto mogoče banalno, ne vem, pač Marinov nebozetje, je to temeljna zadeva, ali kaj manjš od tega, več od tega, kaj bi bila temeljna zadeva? To bi bila temeljna zadeva, ja. To je recimo to, kar se zdaj rekli, to je tako imenovana dogma. Dogme se danes marsikdaj zlorablja v bistvu za negativen izraz nečesa nepremakljivega, nespremenljivega in s tem konzervativno nazadnjaškega, ampak temu ni tako. To je pomoč cerkve, da smo si lahko edini pri najbolj osnovnih zadevah. Torej, kaj bi bilo osnovno, zelo domače povedano, tisto, kar kdor se vsake dolg časa v nedeljo ali pa tako znajde pri maši, tisto, kar je potem, ko župnik neha govoriti, je, rečemo, veroizpoved. To je osnova. Potem so pa osnove še, kar je bilo dogmatično razglašeno pozneje, potem struktura cerkve je do določene mere, naprimer duhovništvo, pa to so še tako imenovane svete zadeve, recimo za širšo publiko, potem se pa že kmalu neha. To je to. In kdor tega ne sprejema, potem se v bistvu samo izloči iz katoliškega občestva. Zadnji tak večji primer so bili seveda protestanti v 15. in 16. stoletju, ki so v bistvu večji del tega, kar sem naštel, spreminjali, popravljali in tako naprej, in niso več sodili zraven. To je to. Po domače povedano, zato, da je papež pravoveren, pa zato, da drži zadeve skupaj, ne rabi storiti popolnoma nič. Samo tam mora biti to. Hvala, to se mi zdi pomembno poudariti. Vprosti, Janez, izvoli. Okay. Torej, kaj ga je bolj spreminjalo oziroma je on bolj spreminjal, ali so ga okoliščine bolj spreminjale, je super vprašanje. In sicer, ker je izredno težko je to identificirati, kaj se pravzaprav dogaja. Ravno zaradi tega, kar sem že takoj na začetku rekel, v času teh hitrih sprememb je težko definirati, kaj točno vpliva na kaj. Ne? Gotovo so razmere, ki so v javnosti, ki so v svetu vplivali na papeža Frančiška, to je tudi večkrat sam poudarjal in večkrat povedal. Zelo izredno jasen oziroma izredno, kako bi se temu rekel, artikuliran je bil okrog nekih družbenih tem, ki so pa na koncu potem včasih privedle do tega, da so delile recimo verno ljudstvo. Ne? Tako je veliko govoril o socialni pravičnosti, o migracijah, tudi o istospolnih recimo, potem je govoril veliko o nekih družbenih spremembah, ki se dogajajo, o medijih, o vsem tem. Sej so tudi drugi papeži seveda s tem se ukvarjali, ampak glede na količino vsega povedanega se mi zdi ta pontifikat bil še dodatno obogaten z vsemi temi temeljnimi zadevami. Na drugi strani je pa seveda veliko govoril tudi o sami doktrini, da tako rečem, oziroma o katolištvu, da tako nasplošno rečem, kjer je tudi seveda zastopal zelo jasne stališča, velikokrat je poudarjal recimo težavo s splavom, veliko težavo, torej nespremljivo splava, potem mlade nagovarjajo, naj molijo rožni venec in tako naprej in tako naprej. Tako da veliko tega se je združil v tem. Na nek način potem, ko gledamo javnost, na kakšen način se je odzivala na to, na te njegove oziroma na te njegove besede, lahko vidimo dvoje. Lahko vidimo, da so neki katoličani, ki se mogoče bi jim lahko rekli bolj konzervativni, čeprav je zelo zoprno govoriti o teh zadevah, ker je težko je identificirati, kaj je pravzaprav konzervativno, še tako na splošno, kaj šele v cerkvi. Je mogoče ta konzervativni del na nek način je imel kar precejšen odklon do papeža, torej kar precejšno težavo, medtem ko pa ne moram reči liberalni, ker še zdaj to ni to, ker bi delal... Manj konzervativni. Manj konzervativni ali pa
še vedno konzervativni, težko se pravi, zato je s temi izrazi zelo težko operirati. So pa imeli papeža zelo radi, predvsem pa kot post festum vidimo, so ga pa imeli zelo radi tudi progresivci, in ki trdijo, da je to bil najbolj progresiven papež, čeprav verjetno se ne jaz, ne Gabriel ne morava strinjati s tem, da je to bil nek progresiven papež, je bil v resnici precej konzervativen, je pa seveda na določenih področjih je vstopal v polja, ki so trenutno zelo aktualne in kjer se zelo veliko dogaja, in je določene zdrse imel tudi v zvezi s tem, ampak to po mojem mnenju, da teh par stvari, ki so se po medijih na tak način, bom rekel, valale ali pa so se kotalile po medijih, vendar le ga ne moramo proglasiti kot nekega zelo progresivnega papeža, ker še enkrat poudarim, ko je govoril o nekih takih temeljnih in pa malo manj temeljnih verskih zadevah, je vedno bil precej jasen in vedno precej konzervativen. Se progresivnost pri papežu, ste rekli prej, Gabriel, pač mora držati ljudi stvari skupaj, se pravi, tako, se drugače dojema, ko pa recimo izven. Jaz mislim, da je tle v bistvu težava kulturne narave. Enostavno šele vstopamo v zavedanje različnih kultur. Morda je to zabrisano v civilnem svetu, ali kako bomo temu rekli, zaradi vsega tega, ker je pač na kliku danes vse dosegljivo. Zdaj v cerkvi, kjer so pa zadeve dejansko dogmatično postavljene, ponekod je pa to težava. Kaj to pomeni? Pomeni, da se mi na različnih teritorijih dobesedno tega sveta pogovarjamo o popolnoma različnih temah. Naprimer, na Madžarskem migracije niso bile kakšna velika tema, ker je bilo to politično tako rešeno, da niti noben ni poromal tja gor. Tisti dol ob Kolpi, recimo prebivalci nič hudega soteči, imajo papeža na piki, ker včasih nismo točno razumeli, oziroma smo dobro razumeli, pa smo se čudili, da tako linijo drži pri migrantskem vprašanju, ker zdaj, če si ti nekje v enem ljubljanskem stanovanju, lahko papeža pohvališ, ker je kar fajn, koliko je fejst dec, super je povedal. Zdaj, če ti nekdo leze ven iz grma dol pri Kolpi in ne veš, a bo tvoja solata preživela ali ne, potem je pač popolnoma drugače gledaš. Evo, in to zdaj samo Slovenija. Kaj šele, da potem gremo recimo prej nisi omenil, recimo, ampak da vzamemo primer, kjer imamo najbolj izrecen primer, so ponovno poročeni. To je bila zmerjena taka trda linija v katoliški cerkvi, tudi ima svoje razloge za to. Potem se je to odprlo, leta 2016 se je to vprašanje ponovno odprlo, prvič po letu 1984, po Janezu Pavlu II. Frančišek je določil malo bolj na easy linijo, ne bi rekel na easy, v bistvu je še bolj naporno postavil, ampak se je začel pogovarjati o tem, da so tudi druge rešitve možne. In zdaj, kaj se je pojavilo? Pomeni, da imamo v Nemčiji, je to možno, se da vse zmeniti, na Poljskem si v smrtnem grehu. Kaj pa če si v Šleziji doma, kaj si tam glih vmes, kamor zdaj. Mislim, take zadeve so se začele odpirati, ker pač ni držal čisto rigidne linije in je držal nauk, po moji oceni, jaz sem tudi doktoriral iz nekaterih teh tem, je držal, je pa dopuščal malo, mečkanje tako po argentinsko. In je tudi treba razumeti. Se mi zdi, da pri papežu je predvsem to, na nek način se mi zdi, da sta tukaj dve stvari ga malo, kako bi se temu rekel, zavižale v to, kar si ti, Gabriel, razlagal. Torej, po eni strani ena ta dobrota, torej eno to odprto srce za vse, poskušajmo vse vključiti v cerkev, poskušajmo vse nekako pripeljati do Kristusa, pripeljati do njegovega križa in do njegovega ustajenja, da tako rečem. Po drugi strani pa vendarle na nek način se mi zdi, da to se pa je kazalo skozi to, kar si tudi ti razlagal, neko mogoče, saj meni se tako zdi, nerazumevanje do tega, na kakšen način družbeno to vpliva potem na same strukture, na same konkretne potem zadeve, kjer so ljudje dejansko bili zbegani, tako kot si rekel. Torej, nekje je bilo tako, nekje je bilo tako, nekje je bilo tako v redu, nekje je bilo tako, ni bilo v redu. Se mi zdi, da tukaj, da se je to majčkeno stepel pri Frančišku, torej, da na nek način ni razumel tega, na kakšen močen vpliv imajo te stvari na neke družbene pojave, ki morajo pa biti na nek način standardizirani, da lahko rečemo, da je to ena in edina katoliška cerkev, vsaj v teh zadevah,
ki so temeljne bistvene, pa tiste malo manj bistvene. A ne. Tako da to se mi zdi, da je bil kar en velik problem v tem pontifikatu. Je pa to še enkrat, izhaja to predvsem iz tega, iz te želje po vključitvi vseh, kjer pa potem včasih se izrečejo besede, ki seveda nekomu na ušesa pridejo take, nekomu pridejo na ušesa malo drugačne, ljudje smo pa taki, da potem tisto, kar nam najbolj paše, tisto vzamemo. In ta nejasnost je bila potem malo problematična, ker družbene strukture, isto, kar se migrantov tiče, družbene strukture, ko katoličan razmišlja o migrantih, recimo, ne razmišlja o tem, ali je to dobro za državo ali ni to dobro za državo, se mi zdi, da je to Frančišek počel. Ni razmišljal toliko, kaj je dobro za Evropo, kaj ni dobro za Evropo, ampak je gledal čisto iz tega stališča nekega katoličana, ki seveda v svojem nauku načeloma gleda na vsakega človeka z polnim dostojanstvom, na vsakega človeka kot brata in tako naprej. In tukaj je potem lahko pride do teh težav, ker določene stvari glede migracij seveda niso razjasnjene, še Evropa sama ne ve, kaj bi počela sama sabo v tem kontekstu. In potem lahko tudi te besede papeža na tak način interpretiramo, kot da vsi pridite in tako naprej. Pa vendarle se mi zdi, da ni bil to njegov, da on sploh ni v tem govoril, da je on govoril predvsem o tem, v srečanju človeka s človekom, in v tem kontekstu se mi pa zdi, da je na nek način poskušal nam povedati, kar je. Tle po moje bo treba katoliška cerkev se bo morala sprijazniti z dejstvom, da enih zadev sploh ne moreš, ene zadeve pove zgodovina na koncu, nimaš kaj, ne. Imigrantsko vprašanje je sigurno tako vprašanje, ker mi se danes lahko delamo pametne, kako z migranskim vprašanjem gor pa dol, ampak v bistvu imamo mnoga mesta, kulture danes, ki so v bistvu rezultat, tudi uspeh teh kultur je rezultat migrantskega vprašanja, ki je bilo pač tako rešeno. Mnoge so pa tudi propadle zaradi migrantskih vprašanj naše zgodovine, torej to je ena zadeva in katoliška cerkev po moje tukaj malo nepripravljena na dejstvo, da pač ne moreš vsega dogmatično in da se tudi s papežem pravzaprav ni treba zmeraj strinjati in da on tudi tega ni pričakoval od nas, on je bil pripravljen sprejemati kritike. To je ena zadeva, druga zadeva, veš kaj, nisem čisto prepričan, če je on. Jaz sem ga srečal enkrat. In takrat sva se pogovarjala ne tako na kratko in še takrat so oba taka karakterja, da so se oba norca delala, vsak iz sebe in edni iz drugega. In jaz sem takrat od tistega trenutka imel vtis, da je ta papež je užival, če je mal, jaz mislim, da njemu ni bil problem to, da so ga kritizirali zaradi migrantskega. Narava, ko pravite, on ni imel težav s tem, da se toče čez njega. Tretjič, ne vem, koliko se je tega zavedal, jaz mislim, da se je hudo bi bil zaplankan, če se ne bi. On je vedel, da ima enostavno gromozansko podporo publike in da ga kritična masa publike zmeraj rešuje ali v eno ali v drugo smer in da se ta kritična masa tudi predstavlja glede na področje, o katerem govori. Jaz mislim, da se on tega čisto zavedal. To je nekaj popolnoma drugega kot na primer Pavel VI, ki so ga leta 68 z javnim mnenjem praktično uničili. In on do svoje smrti kar nekaj let potem ni dal enega večjega dokumenta od sebe, ker je bil tako sesut od tega, da so ga proglasili za tabletkarskega papeža, to je bilo takrat za kontracepcije, pa to Frančišek je v tem po mojem užival. Jaz nimam nobenega dokaza za to, ampak tukaj lahko povem. Jaz mislim, da njemu se je fajn zdelo, ko je drsal po telefonu pa videl, kako nekomu ni všeč. Ne. Ja, tako kot si rekel, kar se tega javnega mnenja tiče, jaz v principu nisem govoril o tem, ampak javnega mnenja tiče, se strinjam. Je pa tudi to, kar ti praviš, pa se mi zdi zelo bistveno na nek način tudi mogoče za prihodnost ali pa kakorkoli. Točno to, kar praviš, da cerkev mora razmisliti, v kakšnih vprašanjih dejansko se lahko na ta dogmatičen način, da tako rečem, izraža oziroma izjavlja. In tako kot si rekel, papež niti ni pričakoval tega, da ga bomo tako zelo, zelo resno jemali v vseh teh vprašanjih, čeprav pa po drugi strani smo ga pa resno jemali. To je bila ta, se mi zdi, da je bil en tak papež na prepihu. Torej, po eni strani tako, po drugi strani tako in potem je določeno, bom rekel, zmedo prinašal v cerkvi in v samo občestvo tudi v cerkvi. Zdaj, fascinantno se mi zdi na nek način, mogoče to še bolj za nepoučene, da je zelo visoka stopnja notranje demokracije znotraj cerkve in pluralizma mnenj. To, kar ste tudi vi rekli, Gabriel. Papež ni pričakoval, da bomo pač mi ga vsem ubogali pa se z njim strinjali, je bil pripravljen sprejeti tudi kritiko, ker danes vidimo marsikatera druga inštitucija, ki bi na pamet rekel, da je manj dogmatska ali pa
okostenela kot recimo Rimokatoliška cerkev, vidimo, da zelo malo notranje demokracije, praktično nič. Medtem ko se mi zdi ravno mandat papeža Frančiška pokaže s to turbulencem, ki so bile, da pač v bistvu to ni nekaj, kar je prepovedano ali pa nemogoče. Ja, to je edino prav in zadnji čas za kaj takega. Prejšnji dan je škof Sajer razlagal, kako je bil še kot duhovnik, ne pa je imel pač eno službo v škofovski konferenci in je bil v času, Benedikta XVI. Je bil v Rimu, škofi takrat in je razlagal, kako je bilo vse zategneno, kako so se obnašali papeževi pribočniki v bistvu, kako so se obnašali kot neka inkvizicija, kako on se malo lepše izrazil v smislu nadzora, v smislu mi bomo povedali, kako in kaj. In kako je bilo zdaj drugače, ko so bili škofje nekaj let nazaj na tem tako imenovanem ad limina obisku, ko grejo po vseh teh uradih, pa se to pa ono predebatira in je rekel, popoln obrat, precej drugače je zadeva bila. Zdaj, jaz mislim, da je tukaj bistven vpliv Svetega očeta, s tem, ker je stalno eno in isto govoril, tudi precej kritiziral samo strukturo okrog sebe tam. Drugič, torej imamo težavo z duhovnimi poklici, to se vidi, kar pomeni, da enostavno ta Vatikan ni več sestavljen, tam noter recimo 4000 ljudi, od tega high ranking, ne pa manj, pa tako naprej. In enostavno je teh zmeraj več od nekje druge. To je to. In s tem pluralnost narašča. Zdaj, zakaj? Zato, ker tudi tu imamo mi ta občutek tega evropocentrizma. Pri nas zelo odmeva, kaj papež reče. Jaz ne vem, če v neki Argentini toliko odmeva, kaj on pove. Nisem prepričan, da pride do take odmevnosti, ker je Rim enostavno daleč. In pred 12-13 leti se je v Rimu selil nekdo, ki je prej šel v Rim samo službeno, sicer pa je pač katoliška cerkev po svoje v okvirih, ki so katoliški, pa vendarle po svoje živela tam. In to je zadnji čas, da se je začel ta pluralizem dogajati. Bi pa tukaj dodal še eno zadevo, da ne bomo tako samo zelo romantični. Znal je biti pa tudi hud despot, to je pa tudi treba reči. Tako jasno, kot je on v nekaterih temah, ki so se, vsaj meni osebno zdele dokaj nepomembne, marsikdaj, kot je on odločal, tako že dolgo ni nihče od papežev. Na določenih področjih si je on vzel zelo, zelo veliko oblast, tam pa ni bilo nobenega cigumigu potem. To je bilo recimo dobro, zdaj ne bi se pravi, to so take teme, od tega, kako se mašuje, tam je pritisnil, ko gre za to spet o debato konzervativni, liberalni, pa ta obred, pa unija obred, pa tako naprej. Potem je bilo recimo, ko je šlo za imenovanja škofov, tam se je tudi vzel oblast, ki mu omogoča odstaviti škofa. Tam recimo jaz sem bil, ko sem samo v Rimu to gledal, skeptičen, zaradi tega, ker jaz komaj čakam, da se bomo nehali ubadati čisto samo s tem, kaj zdaj papež pove. To je hudo narobe, da ljudje vejo, kdaj gre papež na WC, pa kdaj se slabo počuti, ne vejo pa, kako je domačemu škofu ime. Zdaj to čist katoliški pogled. Ne vem, nekaj ne štima. Personalizacija, tako kot v politiki ali pa v družbi nasploh, je tudi verjetno tu prisotna. Jaz bi mogoče samo na to še dodal, torej na to deformalizacijo recimo tega vatikanskega vzdušja, ali kako sta točno ga opredelila. Spet je tukaj ena dvojnost, se mi zdi. Prebojenje bi temu rekli. Prebojenje. Ne vem, če je to dober izraz. Ne, mislim, išče se neka pot, se mi zdi, da se išče neka drugačna pot, mogoče kot je bila, in tako kot je Gabriel rekel, je na določenim strukturam seveda to zelo všeč, določenim pa tudi ne. Dejstvo je, da živimo v časih, kjer smo v izraziti deflaciji, torej velikih rezervarjev smisla, torej jasne besede, to, kar si ti recimo razlagal, da so določene strukture, kjer pluralizma absolutno ne dopuščajo, katere si to mislil recimo? Kaj si s tem mislil? Mislim, praviloma, kjerkoli zdaj vzameš, tiste, ki pač bi rekel, da v štartu si dajo si piše načelo, da imajo drugačne pristope. Kjerkoli vzameš pač v družbi, recimo politične strukture in tako naprej. Če hočeš iz plastični primer, slovenski parlament, ta hip, državni zbor, to je pač daleč od kakršnega koli pluralizma, pa da ne bi zdaj zapeljali debato, ampak razumem. Da pojasnim, kaj sem mislil. Pač recimo beseda ni dobro sprejeta, sploh če je
minimalno odstopa od tega, kar si recimo jaz predstavljam, da je pravilno. Ne? Ok, to razumem. Okay. In v tem kontekstu, kar se same cerkve tiče, je, tako kot je prej so bile zelo take rigidne strukture, torej, zdaj so pa kar naenkrat precej popustile te zadeve, in občasno je prišlo tudi do tega, da ljudje si želimo neke jasne besede, si želimo nekega jasnega nagovora, si želimo nekih jasnih smernic, seveda je stališča avtoritete, stališča torej Jezusovega namestnika tukaj na zemlji, torej, kar papež je, da nekako nadaljuje oziroma da nam pove, kako naj tudi v teh razmerah, kakršne so tukaj nastale s tem volkizmom, pa z vsemi temi zadevami, na kakšen način ne do zadev pristopamo, pa večkrat tega nismo bili deležni, in to nam je v nas povzročalo tisto zmedo, da je potem iz tega se rodil neke vrste pluralizem, ki pa po mojem mnenju ni ravno pozitiven pluralizem. Mora biti ena taka dinamika posebna tega, da se ve sicer, ampak da seveda se dopušča, da človek pove svoje mnenje, da se razjasnujejo stvari, da se to se je, kot sem že prej na začetku rekel, ta papež je bil papež je v resnici mislil to, ampak vendarle, se mi zdi, da v časih, kakršnih smo, glede na ostala področja, kjer si vsak po svoje interpretira na nek način, in tudi to, se mi zdi to, kar si ti v parlamentu razlagal, to ni stvar, ki bi bila določena, pa bi vsi jo tako furali, ampak je stvar, ki si jo vsak na nek način po svoje interpretira in iz tega dela nek despotizem, na nek način, in to, se mi zdi, da je zelo delikatno vstopati in spreminjati tudi te načine dela. Seveda, noben si ne želi nekega ultimativnega klerikalizma, ampak vendarle, neko, kako bi se temu rekli, neko jasnost, pa vendarle potrebujemo, še posebej v teh časih, ko smo res vsi na nek način zmedeni, kaj se pravzaprav dogaja v sami družbi. Zdaj, če bi jaz recimo delal, seznam najzahtevnejših služb na svetu, bi božji namestnik na zemlji bi gotovo, če že ne bi bil čist na vrhu, bi bil pa zelo blizu vrha. Ko se sestane konklave, ki pač mora izvoliti novega papeža, a mislite, da je tam več tistih, ki upajo, da bo šel ta kelih mimo njih, ali je več tistih, ki pač nekako upajo na to, da mogoče se pa pri njih ustavi? Jaz srčno upam, da je več onih, ki upajo, da gre mimo. Zato, ker se bojim, to je zdaj dobro pokazano, ta psihološki boj je dobro pokazan v tem novem filmu Konklaven, ki ima sicer zanikaren zaključek in ti smal antiklimaks, ampak dobro, ampak tam noter recimo to. Je pa res, da ravno taki filmi, tudi The Young Pope, je bila zdaj taka znana serija na to temo, pa cel kup teh zadev, dajejo po moje napačen občutek. Zdaj priznam, lahko sem naiven, ampak jaz sem srečal zaradi bivanja v Rimu, pa na prireditvah, recimo, ko je bila kakšna zadeva, pa profesori so bili, pa kakšen od naših profesorjev je postal kardinal, vmes jih je imenoval tako celo falango teh kardinalov, tako da recimo eni 3 moji profesori so postali kardinali pozneje in jih poznam. Tako da, če po teh sklepam, so to čist normalni deci, take kot da bi za vsakega od njih bil vesel, da postane, recimo, da prevzame to funkcijo. Zdaj tudi, to se mi zdi zelo v redu, ne vem pa, če so te generacije že na vrsti, tisti, ki smo se po letu, kaj pa vem, 2000, pa še to ne čisto 2010 morda odločali za duhovniški poklic. Jaz upam, da imamo vsi predelano to, da to može biti res bebel, da si želiš biti škof ali še kaj višjega. Mislim, to mora biti res, jaz upam, da je mladini to jasno, ker to so res težke službe. En povprečen župnik, če je približno normalen, pa normalno dela z ljudmi, pa pobožen, pa vse, kar mora biti zraven, bo vedel, da dokler je tako, bo super, če bo tako. Zdaj, ne vem pa, to potem človek ohrani ali ne. Še enkrat, kar jaz poznam tehle gospodov z rdečimi kapicami, so to zelo normalni ljudje. Je pa res, da potem ves ta sveti teater, pa vse oprava, pa tako naprej, pa teža zgodovine potem daje nek drug vtis, pa ta kultura današnja, pa filmi, pa to. Jaz mislim, da
še enkrat jaz upam, da ne dobimo in sem prepričan, da ne bomo dobili papeža, ki bi slučajno želel biti papež, ker potem veš vnaprej, ne bomo vedeli tega, da se je želel, če bi pa vedeli, da nekaj ni v redu v glavi. No? Ja, ta prispodoba, torej ne gre ta kelih mimo mene, je sicer lahko zelo taka, tudi varljiva na nek način, ker vendarle moramo vedeti tudi, kaj je rezultat bil potem te Jezusovega izreka. Torej, vendarle je sprejel trpljenje, sprejel vse, kar je temu sledilo. In v tem smislu, torej, to ni beg pred nečim bil. Sam to sem hotel razjasniti, ker bežati od tega človek ne more. Je pa res, da po drugi strani, če imamo večino kardinalov, ki mislijo tako, da ne gre ta kelih mimo njih, lahko pride do tega, da bo tisti, ki si pa res želi, potem nekako ostal tam in izstopil v tem kontekstu. Ker se vemo, kako je jaz vem, kako je na starševskih, recimo v šoli, ko se voli predsednika razreda, kdo z veseljem. Tistega, ki ni tam. In potem, če je nekdo med njimi tak, ki bi res rad bil, ni nujno, da je najboljši za tisto, kar je, ampak je pa pač izvoljen zaradi tega, kar se je javil. Najboljši je tisti, ki prvi reče ja. No, veš kaj, tlele se mi zdi malo se hecam v tem kontekstu, ampak To sem samo želel, da vendarle moramo zaupati, moramo tudi moliti za to, da bo predvsem Sveti Duh izbiral, torej, da bojo kardinali tudi sami molili za Svetega Duha in v tem kontekstu, kar si ti rekel, torej v tej ponižnosti tega na nek način nisem vreden, da bodo pristopili do zadeve in potem to službo, če bodo izvoljeni, tudi z vso odgovornostjo sprejemali. Veš kaj, tle bi samo dodal, res, to je zdaj zelo v redu, bi samo razložil še, mislim, da v normalni, tako se je predstavljeno, normalni duhovni ali pa škofovski glavi, morajo biti zadeve nastavljene na služenje, mi temu pravimo. To ne pomeni, da tisti, ki bi bil potem imenovan in bi rekel ja, to ne pomeni, da si je tega želel, ampak pomeni, da sprejme lahko tudi gromozansko breme zaradi tega, ker je to služenje družbi, cerkvi in tako naprej. In to se vidi potem, recimo, če vzamemo Romana Frančiška, zakaj je bil on fascinanten? Zaradi tega, ker on je imel šik obleko na sebi, on je imel prsten na roki, njega so vozili, pač tista floskula, pa Ford Focus, pa Fiat 500, okrog pa sami BMW-ji, ki so ga stražili. Ampak to ljudi pa že ne zanima več, ampak čeprav je vse to imel, pa celo gardo okrog sebe, ki ga je stražila, hujše kot angleški kralj ali karkoli, pa ameriški predsednik, pa vendarle ljudje tega niso potem razumeli, kot da se on gre velikaša, ker je on osebnostno izražal služenje. Pa čeprav je imel srebrn prsten na roki, pa lepo oblekco, pa tako naprej, ki bi lahko hodil okrog v kavbojkah, recimo lahko bi. Ja. In mu niso zamerili tega, tudi če izstopa zaradi svoje službe, ker človek, mislim, da prvinsko sonaravno prepozna nekoga, ki pač služi, in razumeš, da je morda nekdo sprejel tako službo, ki je na prvi pogled nekaj super, krasno, fajn. Sam jaz res ne vidim, zakaj bi se človek recimo želel take službe. On ni več videl domače hiše. Od tistega trenutka, ko je šel v nič hudega sluteč v Rim leta 2013, on ni več videl domače hiše, on ni več prestopil praga svoje države. Sabo, ne? Ja. Recimo, samo osnovno, samo razmišljate naprej. To je res, v bistvu pa niti ne veš vnaprej. Mislim, če imaš vsej tokrat svoje domače ali karkoli, moraš razumeti, da to je res odpoved življenja. Kaj takega, In na nek način, mogoče treba poudariti tudi to, seveda papež Frančišek je mogoče še majčkeno bolj to, kako bi se temu rekli, to držo, se je videla pri njem. Ampak vendarle na nek način sta bila zelo podobna tudi Benedikt XVI in pa Janez Pavel II. Oba dva na nek način, Benedikt XVI kot nek zelo, kako bi se temu rekli, priznan, močen teolog, recimo si vedno želel, da bi on bil teolog, ne toliko, da bi upravljal to funkcijo, ki jo je upravljal. Tako da tudi tukaj je bila neka ta podlaga in pa pri Janezu Pavlu II pa sploh. Pa sploh se tudi ta ljudskost se je tudi izredno močno izražala v njegovem pontifikatu. Tako da ni papež Frančišek bil zdaj eden in edini, ampak se mi zdi, da kar nekaj papežev je takih, ki so v tem kontekstu služenja pristopili do službe in do tega imenovanja.
Ko se posvetna oblast, recimo pri nas konkretno v Sloveniji, odloča, kaj zdaj storiti, recimo mogoče banalno trajanje žalovanja in tako naprej, je RKC kaj vključena Slovenska škofovska konferenca ali kdo drug, recimo znotraj cerkve v te odločitve, se vpraša kaj za mnenje? Seveda ne, saj ne vem, koliko je zdaj, mislim, bom tukaj zelo iskren, zdaj bojo vsi dol točili solze. Kakšne že rečem, medvedje solze, ali kako se že krokodilje solze. Ja, ker to je že recimo, ne? Ampak to jaz upam, da so prebivalci naše ljube deželice dovolj pametni, da se stavijo 1+1 pa še ena zraven in to je, kako recimo škof Andrej Saje, pa vsi škofje zraven njega, že leta in leta eno in isto glede svobode cerkve v Sloveniji, glede vzdrževanja kulturnih spomenikov, glede, ne vem, potem en čas je bil zdaj malo boljše, vsaj po mojem mnenju, je malo boljše vsaj to, da se jaz lahko v miru prikažem v medijih, ne, recimo na neki nacionalki, to je malo boljše, ampak povabijo me pa tudi glih enkrat vsake toliko časa, če je glih papež umrl, na primer, ne. Skratka, to je naša slovenska realnost. Vsak bi moral pomisliti, kakšna je zdaj realnost slovenske cerkve v Republiki Sloveniji. Eni bojo rekli, ja, polno denarja imajo, mi davkoplačevalci to zalivamo. Katoličani bojo rekli, ja, to pa to, ne, pa tlele bi se dalo tudi še, načeloma neka svoboda je. Kadarkoli so neki predlogi in karkoli ponavadi ne gre čez, ali pa gre tako čez, kakor je šlo zanč s tistim kočevjem, ki se je potem predstavilo tiste kosti kot en krompir gor nekam in zdaj Bog vedo, kdaj bodo te boge kosti tam. Se pravi, to so recimo, to je zdaj realnost, tako na hitro, en tak šnelkurs. Ja, zdaj pa vsi na papežev pogreb, ne. Vsi na papežev pogreb, na pogreb papeža, ki dvomim, da bi, če bi imel čas se resno ukvarjati s situacijo v Sloveniji, kadarkoli z odobravanjem recimo gledal na to situacijo. Da se prav razumemo, v Sloveniji nam gre čisto v redu, smo urejena država in toliko, marsikje je slabše. Ne. Samo primerjave nikoli niso dobre, zaradi tega, ker potem se lahko pač primerjamo z najslabšim, pa bomo zmeraj malo boljši. Ampak, a je to res, recimo, tako stanje, kad ga imamo v Sloveniji ustrezno, ali Slovenija pač zmore več, ker smo to mi in zmoremo več? Zagotovo zmoremo več in ta zmoremo več je trenutno še zelo, zelo v povojih. Za papežem bodo pa vsi jokali, ne. To, evo, mislim, da sem vse povedal, kaj sem. Jaz mislim, da nisem vse povedal, ker vendarle je treba poudariti. Mislim, par stvari še vsem treba poudariti, ker v Sloveniji velja relativno močen antikatoliški sentiment. Torej, se vemo v javnosti, za zdravniki se mi zdi, da ste včasih skoraj na odličnem drugem mestu. Smo tam zdravniki trenutno. In v tem vzdušju je to, kar pa Gabriel pravi, torej, da je na nek način upamo, da bodo ljudje razumeli, da je to samo neka predstava za javnost, kjer se poudarjajo mogoče neke stvari, kot smo slišali tudi izjave Roberta Goloba in tako naprej, kako je krasen papež in kako moramo vsi, Klakočar Zupančičeva je o tem govorila, kako je to bilo krasno in kako imamo premalo katoličanov. To vedno govorijo ljudje, ki niso katoličani. Vedno se od zunaj neki gleda in se reče, ale ti pa nisi dober katoličan, ker tega pa tega ne delaš. In tukaj moramo tudi vedeti, kaj ta vlada sprejema, kakšne stvari so recimo na lagerju Šeala za financiranje zasebnih vrtcev, zasebnih šol, itd. To je čisti antikatoliški sentiment, ki seveda zdaj bomo pri papežu vsi krasno, pa kako se imamo radi, pa kako smo vsi super, po drugi strani nas pa to precej ovira pri vsakdanjem življenju. Sej ne rečeva še zaenkrat z Gabrielem, da je tako kot v Jemnu ali pa v Savdski Arabiji, ampak vendarle nismo daleč v nekem idealiziranem svetu, kjer bi katolik bil nekako enakovreden, da tako rečem, v tem smislu član družbe. Jaz se strinjam z vama, pa ne špilam za isto ekipo, če se tako pošalim, ker je bila že prej kakšna vlada, ki se je mogoče bolj očitala, da je protikatoliška, pa ni bila. Zdaj pa recimo bi jaz rekel, pa nisem katolik, da imamo vlado, ki je izrazito protikatoliška, pa se ji tega ne očita. Tole sem vaju hotel še vprašati, čisto za konec, ker pač živimo v današnjih časih. Če do tega slučajno pride temnopolt papež? Čisto v redu.
ne vidim Ne vidite, Gabriel, v tem, da bi to bilo neko pač dodatno sporočilo, pač ni to stvar, ne, ki bi igrala. Ravno zato, to je spet ta bolj, razumem in je veljavno, zelo veljavno pogled, ampak jaz res poskušam zmeri še širše gledati. Bom zelo konkreten. Ja. Meni je popolnoma vseeno, kdo bo papež. Res, popolnoma vseeno je. Tisti, ki bo naš, bo tudi moj in tak bo, kakor bo. Ne pričakujemo toliko dosti spet od njega, lahko bo tu novi Frančišek, lahko bo tu novi Janez Pavel II, lahko bo novi Pij, ne? Se pravi bolj ena druga linija, kar bo. Ampak to je zdaj moj pogled, ki je pač prepojen z enim verskim pogledom, tudi zaradi tega lahko tudi do ene mere subjektiven. In pri tem recimo gotovo bo zanimivo, sociološko bo zopet zanimivo, ampak z tega verskega cerkvenega pogleda je to dokaj vseeno. Tako kot recimo ni bilo, jaz nisem videl nobenih posebnih, mislim med duhovniki ali pa tako med temi recimo bolj uslužbenci cerkve, ali kako bomo temu rekli, nihče ni niti trenil, ko je Argentinc postal papež, saj da bi jaz to opazil, ne. Morda je kakšen se malo posmejal, morda je kdo rekel, no zdaj bo pa malo drugače ali kaj takega, ampak to je to in zdaj čakamo, kaj bo ta prinesel in to za nas popolnoma zadošča. Bi bilo pa, toliko pa ne, vseeno nisem naiven, bo pa zelo zanimivo, ne, zelo zanimivo. Meni bi se po svoje prav zdelo, če bi še, saj mislim, da so se možnosti zdaj tudi odprli, če se ne motim, je imenoval iz kardinale, iz njimi 24, 35 škofij, ki nikoli niso imele, pa držav po svetu, ki niso nikoli imele kardinala, niti blizu, ne, tako da opcije so odprte, ne. Ja, jaz se moram tukaj nažalost kar strinjati z Gabrielom, torej iz tega verskega vidika se z njim strinjam, ne, to je pa tako kot Istvica, veš, ker je cerkev, pač vesoljna cerkev oziroma po celem svetu recimo, je Istvica, ne, ko otrok pride domov iz šole, pa ga oči začne spraševati, koliko imate muslimanov, koliko imate Albancev, koliko imate tega, otrok pa reče, ja, ne vem, samo otroci so v šoli, nobenega drugega ni. Tako da v tem kontekstu te tudi barvne slepote pri teh izvolitvah, ne vem, na nek način. Meni bi bilo zanimivo, če bi bilo niti ne toliko zdaj barva kože ali pa Afrika, pa to temnopoltost, meni bi bilo bolj zanimivo, to bi pa res zanimivo bilo, da bi prišel iz teh obrobnih držav, da pride iz Oceanije, naprimer. Zato, ker Afrika je vendarle prepoznana kot kmalu največja katoliška celina, pa Latinska Amerika, zdaj Latinoameričan je že bil. Zanimivo bi bilo, če bi mi enkrat dobili iz ene dokaj nekatoliške države. Takrat bi pa je zastrigel z ušesi, v dobrem smislu, ampak to bi bilo pa res zanimivo. In to bi bil kulturni šok, tudi za nas nekatoličane. Dr. Gabriel Kavčič, Janez Zupan, najlepša hvala za vajino nocojšnje gostovanje v naši oddaji in vsa zelo koristna in izčrpna pojasnila. Gledalke, gledalci, to je bila Ura resnice na spletnem portalu Info360 in ne pozabite, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. Lahko noč in srečno.